Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobrodošli v Šentjakovskem gledališču. Začenjamo z novo sezono 2023-2024, ki je pripravil naš umetniški vodja, tukaj na sredini, Rok Andres. Z nami sta tudi režiser Matjaž Šmalc, ki bo režiral drugo predstavo v tej sezoni, in tudi režiserka Jasmin Kovic. Veselje nam je, da je prvič, da ji damo režijski dom oziroma ustvarjalni dom v naši hiši, inštituciji. Jasmin bo imela prvo predstavo v tem letu. Pravzaprav smo v enem takem neletečem štartu letošnje sezone, ampak v aktivnem štartu. Ogromno se že dogaja in danes se nahajamo pravzaprav do neke mere na prostoru njenega ustvarjanja. Tukaj imajo vaje, tako da smo izkoristili, ker smo na vseh drugih koncih precej zasedeni, da smo kar tukaj. Upam, da bo prispevalo k taki delovni, ustvarjalni, ambientalni počutju in tako naprej. Letošnja sezona je za nas posebna v tem smislu, da po eni strani imamo končno omogočeno normalne delovne pogoje. Covid je za nami, če smo še lansko sezono začeli izredno kritično, pravzaprav v smislu, kako se bodo gledalci vračali v naše gledališče, je letos pravzaprav nek ustaljen produkcijski proces, poln enih vznemirjenj. Naši ljubiteljski gledalci, igralci se izredno veselijo, zelo veliko vprašanj, povpraševanje po tem, kako se angažirati, še posebej v takih imenih, ki bomo letos predstavili, pa več o tem bo spregovoril naš umetniški čez nekaj trenutkov. Šentjakovsko ostaja vrhunska in vodilna inštitucija na področju ljubiteljskega gledališča v Sloveniji. Z našim ambicioznim programom, ustvarjalci, režiserji, člani, se bomo zelo potrudili, da tako ostanemo tudi naprej. Zdaj bi pa prosil Roka, da ničkeno odpre današnji dan, predvsem s tem, kako si on zastavil v umetniškem smislu letošnjo sezono. Potem bomo pa nadaljevali z ustvarjalci. Hvala, gospod direktor. Ko sem se jaz začel ukvarjati z idejo, kako zasnovati novo sezono, sem se napajal pri naši prejšnji sezoni, ki je bila še jubilejna. Kot se spominjate, smo praznovali 100-letnico gledališča, imeli so da tudi zbor dramskih besedil in režiserjev. V bistvu je bil malo bolj slavnosten, slovesen, klasičen in je ponudil tudi izredno zanimive uprizoritve. Predvsem zaradi tega, ker se je pokazala pa neka potreba po tem, da bi se igralci srečali tudi s kakšnim sodobnejšim tekstom ali pa sodobnejšimi izzivi. In na drugi strani, ker smo si zelo želeli utrditi naš ansambel v igralskem smislu, da bi jih nekako povezali, da bi po obdobju covida, po teh zaprtih in odprtih in omejitvah druženja, da bi spet vzpostavili druženje ob ustvarjanju, ki je pač bistvo ljubiteljske dejavnosti. Sem se odločil, da poiščem besedila in režiserje, ki bodo našim igralcem omogočili razvoj novih dosežkov, novih veščin, novih ustvarjalnosti in po drugi strani, da bi s kakšnimi temami naslovili tudi sodobni čas. Tako da je prvo premiero bo Jasmin Kovic zrežirala kmalu, že 13. oktobra. To je po filmu Popolni tujci. Jasmin je pripravila odlično priredbo scenarija. Mislim, da imamo tudi odlično igralsko ekipo. Popolni tujci so ena taka, kako bomo rekli, dramedija. Niso čist dramski, pa niso čist komični,
ampak govorijo pa pravzaprav o vseh težavah, ki se tičejo naših življenj najbolj in prek naprav, ki jih seveda vsi nosimo vsak dan za sabo v žepih in nas malo posluša, ampak bo Jasmin povedala mogoče kakšno besedo več. Drugo premiero sezone bo Matjaž Malc pripravil v želji potem, da bi imeli spet veliko ansambelsko predstavo, eno izmed boljših komedij Williama Shakespearea Mnogo hrupa za nič, z nekaj avtorskimi popravki, interpretacijami. Shakespeare je bil predolgo odsoten z našega programa in se mi zdi, da je čas, da spet posežemo po tej veliki klasiki. Predvsem zaradi tega, ker lahko v Shakespeareu, kot veste, igra zelo veliko ljudi, naši člani pa izražajo velike želje potem, da bi radi igrali, in če delamo majhne zasedbe, težko pridejo na vrsto, Shakespeare pa potrebuje 20 komadov, 20 močnih igralcev in to se mi zdi, da bo Matjaž odlično odvolil. Tretjo premiero sezone bo zrežiral Luka Marcen, besedilo Dušana Jovanovića, Življenje podeželskih plejbojev. Mislim, da se nekaj pogovarja, da bi bilo eno od prihodnjih teh let, ki jih vlada razglaša, letos smo v letu Ravnikarja, pa še nečesa, da bi tudi bilo eno od Tavčarja, tako, da bi bili eno od prihodnjih let Dušana Jovanovića, ampak se mi zdi, da Dušana Jovanovića absolutno premalo nasplošno uprizarjamo. Posegel sem seveda po komediji, po Življenju podeželskih plejbojev, namreč njegova avtorska priredba ene komedije dell'arte, ki se v tej klasični komedijski maniri poigrava z vprašanjem identitet in ljubezenskih odnosov. Luka Marcena gotovo poznate, to je eden izmed perspektivnih mladih režiserjev, v bistvu najmlajše generacije, ki zdaj precej ustvarja po slovenskih institucijah. Izvira pa tudi sam iz ljubiteljskih krogov, kar je še posebej značilno, da vsi tisti, ki prihajajo nekako šentjakobsko gledališče, so tako ali drugače kot ustvarjalci najprej zrasli na področju ljubiteljstva, potem pa postali profesionalci, tako v bistvu tudi oba režiserja ob meni. Zadnja premiera sezone je drama Jasmine Reza Tri verze življenja, režirala bo Ajda Valcelj. Ajda Valcelj je na letošnjih dnevih komedije prejela nagrado za žlahtno režiserko. Ne bomo več rekli, da je najmlajša generacija režiserjev, ker prihajajo te nove okrepitve, ampak Ajda v bistvu svojo mladostno energijo prvič prihaja v šentjakobsko gledališče in se izredno veselimo tudi Jasmine Reze, ki smo jo že tudi gledali, kot se spomnite Bog masakra, se spomnite tudi prav na tem modru, na mali sceni, zdaj pa po dolgem času spet z enim finim komedijskim besedilom Jasmine Reze. Seveda moram pa dodati, ker se nam je pa ostal en dolg do naših abonentov, zadnja premiera prejšnje sezone, takrat še pod naslovom Država, to sem jaz, v režiji našega direktorja je bila zaradi nekih objektivnih razlogov in terminov prestavljena, tako da v bistvu sezono otvarjamo z Molierom in to že 24. septembra na Šentjakobskem odru. S tem na simbolen način zaključujemo praznovanje 100-letnice našega gledališča, tega jubileja. Pa se tudi veselimo, lahko Milan mogoče še kakšno besedo o svoji predstavi malo kasneje. Zdaj pa, če povzamem, niso samo igralski parti ali pa ansambelska igra tiste, ki sem si jo želel podariti. Kot boste videli, če nas boste spremljali skozi sezono, bodo vse 4 prizoritve, recimo, pa tudi v bistvu tudi Molière na nek način, se ukvarjale z odnosi na različne načine. Se pravi, z odnosi med partnerji, z odnosi v družbi in predvsem bodo vse uprizoritve vsaka na svoj način v ospredje postavljale pač vprašanje ljubezni. In to ne bo neka, če že iščemo neko rdečo nit v celi sezoni, ne bo to ljubezen, predvsem zaradi tega, ker brez ljubezni ni ljubiteljskega gledališča. Kot veste, pač naši člani prihajajo sem
in čisto in samo zaradi ljubezni in naj bo na nek način ta rdeča nit na vseh možnih nivojih letos. Zelo poslušano, mogoče ni treba napisati tega v naslov, ampak zdaj smo se režiserji spogledali, to je zdaj koncept predstaviti. Zdaj pa, Jasmin, izvoli par besed o tvoji primer. Ja, jaz sem te direktor zelo, da sem zelo premoga, da sem prvič tukaj. Obstaja nek izraz, ki je nekoliko starinski, za gledališke skupine, to je dramska gledališka. Jaz izhajam iz gledališke stvarnosti, najprej sem zdravstvo del in sem že umetniški vodja. Mislim, da ta izraz dramska gledališčina pripada tudi našim javnostim. In jaz se res počutim del te družine in rada bi povedala, da mi je tanj v prvi vrsti biti tukaj z vami in delati v taki skupini, taki ekipi ljudi, ki res čutijo neko ljubezensko navezo do gledališča, do gledališkega ustvarjanja in tudi se počutim res, upam, del te družine tudi sama. Tekst, ki smo ga izbrali, pa je po mojem eden izmed najboljših scenarijev zadnjih 10 let na italijanski filmski sceni. To je komedija Paola Genoveseja iz leta 2016, ki je po mojem res eden izmed boljših scenarijev za komedije. Italijani so bili sicer dobri pisci scenarijev pred leti, v zadnjih letih pa so komedije mal slabše, presegajo nas gotovo Francozi na evropskem nivoju, ampak ta tekst mi je bil že od vsega začetka zelo pri srcu, hkrati pa je zelo aktualen. Mi pa bomo v Šentjakobu imeli nov prevod tega teksta, čeprav obstajal je že nek prevod oziroma neka predvedba, ki so jo pred leti uprizorili v Mariboru, v Drami Mariboru. Na Šentjakovskem odru pa se bo predstavila nova priredba in seveda nov prevod. Naš cilj je bil predvsem ta, da ohranimo najboljše, kar je iz tega originala bilo in seveda priredimo za odrske deske pač besedilo tako, da najbolje izpostavimo pač odrske elemente in pa ohranimo seveda vse, kar je najboljšega iz dramskega in pa tudi iz vidika recimo komedija. Kot je omenil pač Rok, je tako, je pol drama, pol komedija, je pa res, da se večkrat zgodi, da se temu, kar se pri filmu reče komedija, potem, ko se pristavi na odrske deske, to kar naenkrat postane drama. Sicer pa naj rečem, da je tudi ta lahkotni element, ki je seveda prisoten v samem scenariju, pomembno prav zato, ker izpostavlja recimo te dramske elemente. Gotovo je v prizoru, kjer se človek recimo tudi osamljenega, še bolj osamljenega se ljudje in to se pač dogaja tudi v komediji, ki govorim o kulturničnih tega, tudi kultura, gotovo govori o odnosih, o ljubezenskih odnosih, pa tudi o odnosih med prijatelji. Tekst je sam posebej ker pač običajne, recimo, komedijskega sveta obravnava preko sodobne tehnologije, preko digitalizacije, preko telefonov in seveda problemov, ki jih pač prinaša v sodobnem svetu. Tako pravim, nakratko.
generacijo prehajam končati. Sredino oktobra to bomo vaše premiere. Če na eni strani jaz sem popolnoma nova, kar se tiče Šentjakovskega gledališča, pa nas Matjaž pozna v različnih vidikih okoliščinah, nas mnogo let že spremlja, od tega, da je naš član, naš sodelavec, sopotnik, tako in drugače, in da nas ima neizmerno rad, kot ga imamo mi neizmerno radi. Ima Matjaž seveda tudi to, bi rekel, en tak ogromen pogon Shakespearea, ogromno zasedbo, pa me večkrat zanima tvoj vidik tega spoprijema za temi kolosi. Ja, lep pozdrav. Govorim glih o družinah, ne, sem neizmerno vesel, vedno pridem v Šentjakov. Mislim, tako moj oče je začel prvič na tem, je začel glaziti za res odrska deska prav Šentjakovska gledališča, to je 60 let in ko sem prvič povedal, da kot 13, 12 let, sem prvič režiral tle, sem se postavil na to odrska. Otrok Šentjakov? Ja, in takrat je bil res odločen. Sine, to sta nova, ne? Druga stvar, ki mi je zelo ljuba, je letošnji repertoar, ne vem tako, jaz bi kar vse režiral. Srednjali se po moji dujci so genijan tekst in videl sem dve verziji filma, od Poljakov do Francozov, da bi bilo vse. In je res super tekst in se ga neizgledno veselim. Playboye dela Luka Marcen, ki je začel v tem gledališču kot moj asistent, to je zelo malo gledališčo asistent. Hkrati smo ugotovili, da sem, ne vem, bližno 300 let, da delimo isti dele, ki sem jih znali raziskoval. Sem rekel, da se jaz tudi na mosta pravica, se je pisala Marcen, ne? Pa res? Zdaj pa, to je tam stražiška gorca, ne? Na veš, je to. Ja, vse, tam so moji, ne? Tako da so nekako bratranci, recimo, družina. Tega poetniški model ni vedel, tako da ne bo slučajno domislil, to ne bi to, ja. Tri verzije življenja, bilo pa eni prvih predlogov, ko sem hotel delati na Ptuju, ampak takrat je rekel, ja, že drama, pa se vidi. In tudi mislim, res super stvar, ne. In pa seveda najboljše, ne, ker je pač češnica, ne, mnogo krupna za nič. Vseh teh vidikov je tekst bil prvič, ker je Shakespeare tudi odprt, tudi sodoben, ne. Kjer se seveda Šentjakov hoče neki sodobni tekst, tam bo Shakespearea. Ampak ja, Shakespeare, tako kako je to klišejsko, to je res je to sodobni tekst. Kot so praktično vsi njegovi teksti, zato se tako non-stop igrajo. In zelo zanimivo mi je bilo v tem tekstu, kako je seveda v duhu časa precej šovinistično. In se pravi, moški na koncu uredijo, da se pač stvari slučijo tako, kako se morajo. To smo nič še ne že to spremenili, ker smo rekli, da pač mogoče pa ni čisto, ne? In predvsem bomo dali nek fokus na to, kaj se zgodi, ko ženske. Ko smo prišli do enega zanimljivega, mislim, prišli do tega, da zdaj jaz moja ekipa smo prišli do tega, mislim, ko ženske prevladajo, ne, ko nekaj postaje malo čudno. Ker smo pač dojeni, da so moški, ki delo, ki mansplainajo, ki pač vodijo te stvari, ne, da ne rabijo ženske skrbeti za take drobne stvari, kot so in potem smo zamenjali še, par vlog smo zamenjali iz moške v ženske vloge, se pravi, vsi ti, ki vodijo to zgodbo, se pravi, neki so v bistvu vodilo, se pravi, gre za osnovi za dva ljubezenska para, znači da je odnos ženske moške, in potem še nadgradi to z odnosom med dvema bratoma, ki je zapravo moške in ta partnera sa tem vodili. Potem je nekaj ugotovilo, da so ženske tiste, ki opisujemo za nekaj historično, bom rekel, manj lepe lastnosti, kot so oblastništvo, kot so, ne vem, redobratnost, sorodnost,
to načeloma ženskam, če damo, ja, se reče, aha, se pravi, direktorice, pa res pasja, pa to je tako pač izjema, ne, recimo pa rečemo, mičkem bolj posplošimo, pa klišejsko spet to rečemo, ampak načeloma pa nismo navajeni, ne, ženske so vendarle mame, ne, in so vendarle prijazne, ne, in ko enkrat pogledamo, da pa ženske vodijo ta svet, ki pa ni nujno nam pa všeči, smo kar enkrat zrevoltirani. Ker če moške nekaj zaprknejo, ne, pa recimo rečejo, to pa niso dobro naredili, ja, dobro, vse tako pač je, ne. Če pa ženske to naredijo, ne, če pa ženske nadlegujejo moške, to je pa popolnoma nesprejemljivo. Ja, mislim, smo bili vzgajani v smislu, da treba je kelnarico malo potrepljati, ne, sploh če nisi iz centra Ljubljane, recimo, da to je pač folklora, ne. Če pa to ženska naredi, je pa ali je štos, ali pa popolnoma nesprejemljivo. Zakaj je to tako nesprejemljivo? Akt je enak. In smo prišli od tega, da smo dejansko ta akt, te, bom rekel, surovosti, neke brezobzirnosti, s tem celo, da se bo tem tudi potenciral. In hkrati, pa če gremo pol nazaj, ne, spet se odpira potem vprašanje, ali mi tu velja samo v eno smer ali v obe smeri. Ne. Se pravi, treba je razmisliti ta razmerja na obeh ravneh, se pravi, ne, da moški, ja, seveda moški nadlegujemo ženske po defaultu, mislim, ne po defaultu, pa pač statistično neprimerno bolj, ampak, ne, problematični je akt, ne spol. Seveda moški imamo zaradi svoje od zgodovinskih vlog do, mislim, pač privilegiranih vlog do fizičnih pojav in tako naprej, pač prednost na tem, ne, ampak problematični je akt, ne oseba. Jaz nisem kriv, ker sem moški, jaz sem kriv, ker sem Matjaž, če sem ne bom nekaj naredil in jaz mi ni kriva, ker je nekaj ženska, ampak ker je pač naredila kot jaz sem to stvar. Ne. In se mi zdaj smo s temi malo poigrali, seveda pa to ostaja komedija. Ne. In to Shakespeare je pač meni genialen prav zaradi tega, ker vse te, bom rekel, večne pa velike resnice vedno zarahlja bolj za nekimi temi svojimi karakteri, vedno tudi od Hamleta do, ne vem, kje imaš neke te komične like, ne, ki zarahljajo to. In dobiš ta efekt, ko je prej Jasmin rekla, če je nekaj tragično in če smo vsi zjokani, ne, če je vse resno, pa se približno tega navadiš. Ne. Ko pa enkrat to postaviš v neka razmerja, ne, pa še ugotoviš, koliko je pa to res nekaj zares. Ne. In zaradi tega Shakespeare to genialno obvlada in to bomo nekako seveda temu zasledovali in to ohranili. Zdaj se obetam eno zelo živo komedijo, zelo dinamično. Ne bom rekel izven okvirja, zaradi tega, ker pač to je pač stvar, ki se danes dogaja se nam, se pravi, ne gremo v neke historizme, gremo v današnji čas in nastavljamo današnje probleme. Tako da, če bi rekel, da so to izven okvirja, bi to bilo spet malo pokroviteljsko, ne, hočemo se ukvarjati s stvarmi, z situacijami, ki jih živimo danes. Seveda ima happy end, tudi zaradi tega, ker je žena rekla, da ima dosti mojih predstav, ki na koncu vedno dam tisto, koga udarim po glavi, ne, tako da mi je dala pogoj, lahko delaš še Šentjakovo kot pogojem, da bo happy end, tako da to smo pol, ne vem, pa sem si kdaj slišala glede tega, ampak ja, bo happy end, ne. In ja, se pa neizmerno veselim tudi dela z to hordo. Šentjakovsko. Sicer ne bo 20, mislim, da smo zmanjšali zdaj na 18, da bo to popolnoma ponedljivo. Je pa res, da tako, ko smo prej rekli, bistvo tega je, da dobijo, da igralski ansambl dobi priložnost, ker konec koncev zaradi tega Šentjakovsko gledališče in Ilirsko gledališče je. Seveda si vsi želimo, da je to najboljša predstava na svetu, ampak prvo, kar se zasleduje, pa to, da je to gledališče članov, da je to družina, ker ima vsak svojo vlogo in ko enkrat to ustvariš te pogoje, seveda to za nas režiserje in za vodstvo in za vse neizmerno zahtevnejše in tudi seveda dražje in vse skrb, ne, ampak zato smo. Ne. In edino, kar jim lahko omogočimo, je to, da lahko pride to, če smo zdaj nazaj na ljubezni, da lahko to ljubezen manifestirajo na odru, ker to je vse, kar imajo tle, ker res jih z čemer drugim ne morem držati, boš odpuščen, ja, kaj? Boš dobil dvakrat manjšo plačo, je še vedno to nič, aha, v redu, ok, ne morem te odpustiti. Se pravi, vse zaradi česa so tle, je to zaradi ljubezni, predanosti do gledališča in tudi morate vedeti, ne vem, ja, mi smo, ne vem, smo prišli sem kot kakorkoli, pač imamo neko profesionalno življenje in to delamo, ampak po 8 urah službe, šole, fakultete, priti 5-krat na teden na vaje, to je več kot predanost, to je več kot ljubezen, ne, to je, zdaj pa
če hočeš imeti zdaj udarni naslov, to je več kot ljubezen, to je Šentjakovsko gledališče. Tako da zdaj pa reči nekaj, ki drugače bo treba zdaj ta izogib začeti deliti. Gospod direktor, lahko pa še kakšno besedo na prvi premieri sezone. No, prva premiera sezone je antitetična v nekaterih smislih, v drugih pa obratna tej, ki jo bo delal Matjaž. Gre za drugega velikega klasika, ne? Če je Shakespeare tragik, je Molière znan po komedijah, samo eno dramo je probal napisati, ampak se je to končalo tragično. Jaz sem naš projekt je ostanek preteklega leta, lani smo na začetku sezone napovedali 5 premier v sezoni, smo jih pa izvedeli 7, pri čemer ne vključujoč še moje, se pravi, je vmes prišlo en kup enih okoliščin, ki so botrovale temu, da je ta premiera predstavljena na september. Molière je tako nekako zastavljen, lani smo imeli v oktobru, pravim, drugačne. Matjaž bo delal z našimi dolgoletnimi člani, več ali manj v svojem procesu. Jaz sem si izbral drugo trnovo pot in sicer to, da tega še nisem vedel, takrat, da sem izbral nove člane, najnovejše člane, ki smo jih pridobili lani. Lani smo namreč izvedli audicijo Šentjakovskega gledališča, na katero se je prijavilo več kot 120 ljudi. Potem smo 15 ljudi sprejeli neposredno v članstvo zaradi njihovega talenta in še 15 ljudi povabili, da se nam pridružijo na šoli in nekateri že delajo od teh tudi na projektih. In sem želel z enimi drugimi sredstvi pravzaprav tudi to temo, ki jo prej Rok omenil, nekako prekvasiti znotraj tega Šentjakovskega srca. Molière se pretežno ukvarja z tistimi stvarmi, ki niso toliko apolonične, ampak so bolj dionizične. Ljubezen, komedija dell'arte, mladi ljubimci in stari, rogonosci in tako naprej. Komedije, zmešnjav, vse skupaj prekrito z tančico izvrstnega jezika v slovenskih številnih prevodih. Tako da moje intimno razmerje z Molièrom, pravzaprav, ki traja že od mojega 3. letnega na Agrafete, ko sem delal Tartifa, je pravzaprav nekako se pregnetlo v en tak omnibus, v katerem smo uporabili številna besedila kot izhodišče za pri meni moje intimno razmišljanje, kdo je Molière in kako se je razvijal, predvsem pa kaj ga je pestilo in katere tegobe si je vse v življenju dejal. Na drugi strani pa ta krasen ventil komedije, njegove dramske družine tudi, ki mu je pravzaprav te njegove nevroze, strahove in nemoči, pa tudi vzpone in tako naprej blažila in ga objemala v svoje naročje. In tako bomo odprli in tako bomo potem nadaljevali z veliko glasbe, humorja, tudi opere imamo noter, vrhunske izvajalce, ki so šolani operni pevci, glasbenike, tako da smo eno tako zelo pisano zasedbo izbrali. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Šentjakovsko gledališče je pač vedno bilo in je odlično in eno najvidnejših in najboljših gledališč pri nas. In Linhartovo srečanje najboljših gledaliških skupin, ki se začne drug teden, bo odprlo prav Šentjakovsko gledališče s predstavo Seksualna perverzija za genialno predstavo, ki tudi pričakujem, da bo čez 3 dni prišla nazaj z glavnimi nagradami. Ja, povedala. Pa tudi naš član Peter Teichmeister dobi
tej priložnosti tudi Linhartovo listino za dolgoletno in predano in kvalitetno delo. Tako da smo skozi aktivni in tudi to dokazujejo tudi konec koncev te najvidnejši festivali. Lahko povem še to, da smo v času poletja tudi nismo le naradi in smo z predstavo Čakajoč Godoja bili kar na 2 mednarodnih festivalih, in sicer na začetku julija v Laktaših, v severni Bosni in Hercegovini, in potem avgusta smo bili zaradi izrednega sprejema na prvem festivalu povabljeni na drug festival v Mrkonjić-gradu, tudi v Bosni in Hercegovini. In v obeh primerih smo stkali nova prijateljstva z njihovimi skupnostmi, živijo eno drugo gledališko resničnost amaterskih skupin, ampak izredno velika predanost v tistem okolju, ki se spopada številnimi ekonomskimi, političnimi in drugimi težavami, medtem ko pa si s temi ljudmi pa vidiš, da je ta gledališki impuls prav enak kot pri nas. In to je ena tako lepo poslanstvo.